Duhovne korenine krščanske adventistične cerkve segajo v protestantsko reformacijo 16. stoletja in še dlje, v čas prve krščanske in apostolske cerkve. Cerkev je nastala iz velikega verskega prebojenja in obnovljenega zanimanja za Sveto pismo, ki je v prvi polovici 19. stoletja zajelo Evropo in Severno Ameriko. V tem času so mnogi kristjani na podlagi svetopisemskih prerokovanj verovali, da je drugi Kristusov prihod tik pred vrati. Ker pa Kristus ni prišel 1844. leta, kakor so napovedovali, so nekateri še naprej proučevali Sveto pismo in spoznali, da je Kristusov prihod stvar prihodnosti. Krščanska adventistična cerkev, ki je drugod po svetu znana tudi kot cerkev adventistov 7. dne, se je oblikovala prav iz te majhne skupine pričakovalcev drugega Jezusovega prihoda. Formalno je bila ustanovljena leta 1863 v Združenih državah Amerike. Pionirji adventistične cerkve so verjeli v dobesedni drugi Jezusov prihod, ter da je sobota 7. dan, ki ga je Bog posvetil in blagoslovil kot dan počitka. Ti dve temeljni svetopisemski resnici so želeli podeliti tudi z drugimi, zato je poslanstvo krščanske adventistične cerkve že od samega začetka širiti sporočilo upanja po vsem svetu. Leta 1874 je John Andrews kot prvi adventistični misionar prispel v Evropo in začel delovati v Švici. Od tam pa se je adventno sporočilo razširilo v Nemčijo in naprej po vsej Evropi. Prva adventistična cerkev v Sloveniji je bila organizirana leta 1910 v Mariboru, 3 leta kasneje pa v Ljubljani. Ker je bila Slovenija v tem času še vedno del Avstro-Ogrske, so bili prvi verniki v glavnem avstrijske in nemške narodnosti in so po prvi svetovni vojni zaradi novonastale politične situacije zapustili Slovenijo. Med prvimi verniki slovenske narodnosti sta bila zakonca Terezija in Blaž Bolkovič iz Rucmancev pri Ptuju ter družina Filipa Virtiča z Koroške. V zgodovini in razvoju adventistične cerkve v Sloveniji nikakor ne moremo mimo Albina Močnika. Rodil se je leta 1888 v Trbovljah. Leta 1906 je kot prvi Slovenec sprejel adventno sporočilo in se krstil v Nemčiji, kjer je nato 2 leti študiral na adventistični fakulteti Friedensau. Zaradi želje po širjenju evangelskega sporočila v domačih krajih je med študijem učil slovenščino svoje sošolce. Med njimi sta bila tudi Max Ludewig in Alfred Thomas, s katerima se je leta 1908 podal v Slovenijo in naprej na Balkan. Skupaj so v teh krajih začeli širiti veselo sporočilo ter tako označili začetek adventizma na tem področju. Albin Močnik je najprej deloval v Zagrebu in drugih krajih na Hrvaškem, pozneje pa v Novem Sadu, Vršcu, Beogradu in drugih krajih v Srbiji. Leta 1911 se je poročil s Paulo Mühldorfer in z njo imel 4 otroke. Erno, Edgarja, Paulo in Albina. Leta 1940 je tik pred drugo svetovno vojno z družino v vlogi pastorja prišel v Maribor, kjer je organiziral evangelizacijo in s pomočjo drugih vernikov prodajal adventistično literaturo od vrat do vrat. Tako je Maribor z njegovo pomočjo postal center, iz katerega se je adventno sporočilo razširilo po vsej Sloveniji. Po smrti žene Pavle se je leta 1964 poročil z Marijo Kajtno ter z njo imel še hčerko Estero. Do svoje smrti leta 1972 v Slovenj Gradcu je Albin Močnik napisal številne knjige in pridige, bil pa je tudi zaslužen, da je adventistična cerkev v bivši Jugoslaviji postala prepoznavna, ter leta 1976 skupaj z ostalimi večjimi verskimi skupnostmi tudi uradno registrirana. Čeprav letos mineva 120 let od njegovega rojstva ter 100 let od njegovega prihoda in začetkov adventizma v Sloveniji, njegova vizija in navdušenje še vedno živita v cerkvi, ki je bila pred 10 leti organizirana kot samostojna slovenska konferenca krščanske adventistične cerkve s sedežem v Ljubljani na Njegoševi 15. Njen prvi predsednik je bil Dragutin Marin, sedanji pa je magister Zmago Godina. Adventisti smo kristjani, saj je v središču našega verovanja Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin. Poslanstvo in vizija krščanske adventistične cerkve je oznaniti vsem ljudem večni evangelij o Jezusu Kristusu, ki je daroval svoje življenje, da bi odrešil vse ljudi, ter jih spodbuditi k odločitvi, da ga sprejmejo za svojega osebnega zveličarja. Sveto pismo sprejemamo za edini vir svojega verovanja.
Poleg nekaterih verovanj, ki so skupna vsem kristjanom, so tudi takšna, ki nam dajajo posebno identiteto. Najprepoznavnejši sta še vedno verovanji o pričakovanju osebnega, resničnega in po vsem svetu vidnega drugega Kristusovega prihoda ter o posvečevanju sobote kot dneva, ki ga je sam Bog v raju določil za dan počitka, bogoslužja in pomoči bližnjim. Pripadati cerkvi ne pomeni samo verjeti v določene nauke. Adventisti 7. dne smo zato skozi zgodovino poskušali na različne načine svojo vero udejaniti. V Svetem pismu razodeta Božja ljubezen do ljudi je spodbuda, da delamo dobro. Prav to je v svojem življenju na zemlji učil in delal tudi Jezus Kristus, ki je kot največji človekoljub vseh časov dal svoje življenje za prav vsakega človeka. Rekel je, naj ljubimo svoje bližnje kakor samega sebe. Zato tudi mi želimo pomagati svojim bližnjim in dvigniti kakovost življenja ljudi okrog nas, ne glede na njihovo narodno, versko ali katerokoli drugo pripadnost. Adventisti pripisujemo velik pomen ohranjanju zdravja, zato zdrav način življenja, priporočena vegetarijanska prehrana in upoštevanje drugih zdravstvenih zakonitosti že od začetka adventnega gibanja odlikujejo naš življenjski slog. Nedavna študija revije National Geographic je ugotovila, da so adventisti med najbolj zdravimi in najdlje živečimi ljudmi na svetu. Med znanimi zdravstvenimi delavci adventisti je Ben Carson, nevrokirurg, ki je prvi ločil siamski dvojčici. V Sloveniji pa Mila Saftič, zdravnica leta 1999 in Lidija Odorčič, pediatrinja leta 2005. Konec 19. stoletja je postal znan adventist tudi John Kellogg, oče še vedno priljubljenih koruznih kosmičev. Danes cerkev upravlja z okrog 750 večjimi ali manjšimi zdravstvenimi ustanovami po vsem svetu ter z mednarodno humanitarno organizacijo ADRA, ki od leta 1991 aktivno deluje tudi v Sloveniji. Za dvig kvalitete življenja cerkev poleg rednih bogoslužij za odrasle in otroke izvaja še številne druge dejavnosti. Izobraževanje na vseh ravneh od vrtca do univerze. Dopisno izobraževanje o zdravem načinu življenja in o Svetem pismu. Razne dejavnosti za otroke in mlade, kot so taborjenja, športne in družabne aktivnosti. Seminarje, predavanja in delavnice iz različnih področij ter koncerte duhovne glasbe in druge kulturne prireditve. Število vernikov krščanske adventistične cerkve še vedno raste vsepovsod, kjer iskreni ljudje iščejo čisto svetopisemsko resnico. Danes je več kot 16 milijonov adventistov v več kot 200 državah sveta. Vsako minuto pa se cerkvi pridružita 2 nova vernika. Adventiste lahko najdete tudi po vsej Sloveniji, od Kopra do Lendave in od Kranjske gore do Kočevja, cerkve pa v vseh večjih krajih. Vabimo vas, da obiščete katero od teh cerkva in se nam pridružite pri naših sobotnih bogoslužjih, kjer lahko skupaj preučujemo Sveto pismo, častimo Boga in sklepamo nova prijateljstva. Veseli bomo vašega obiska.